Živijo, sva Davor in Andraž iz The Sweet Tech TV. V zadnjih dnevih sva razmišljala, kako bi poskušala pomagati čim več uporabnikom mobilnih telefonov. To pomeni tistim, ki rabijo informacije pri nakupu telefona, za tiste, ki rabijo nasvet pri sami uporabi telefona, ter pa uporabnikom, ki jih samo zanimajo informacije o mobilni telefoniji. S tem namenom sva se odločila, da začneva s snemanjem serije videov v slovenščini, imenovano Pomoč uporabnikom pri nakupu in uporabi telefona. V tej seriji bova govorila o stvareh, kot so operacijski sistemi, strojna oprema, mobilni paketi, rangi telefonov in podobne zadeve. Po en del bova skušala objaviti vsak teden, tako da se naročite na najin kanal, da ne boste zamudili nobenega videa. No. Torej, danes bova govorila o dveh največjih operacijskih sistemih, ki jih najdete na trgu ta trenutek. iOS, ki ga najdete na telefonih iPhone, in Android, ki jih najdete praktično na vseh ostalih telefonih. In sicer, kakšne so tiste lastnosti iOS-a, ki so najbolj prepoznavne? Prvič, iOS je izjemno enostavno narejen in ima univerzalen dizajn na vseh svojih iPhone. Animacije so zelo hitre, tekoče, ker daje zelo tak občutek, kako ne rečem, čistoče ali pa hitrosti samemu operacijskemu sistemu. Veliko bolj preprosti narejen, zato da ga pač lahko povprečni uporabnik normalno uporablja, hitro. In pa tudi ena značilnost zelo dobra je, da na njem ni bloatwarea. To so tiste prednameščene aplikacije, ki vam ponavadi zasedajo prostor in jih nikoli dejansko ne uporabljate. Tega na iOS-u ne boste najdel. To je bolj značilno za Android, ja. Veliko bolj, ja. iOS je tudi bolj optimiziran, za delovanje potrebuje manj rama, tudi sam nekje 3 do 4 GB. To je pa zaradi tega, ker pač ni nobenih preoblek. Je pa tudi tako, da pri iOS-u se aplikacije ne shranijo v ozadju, ampak ko jo zapreš oziroma daš v čakanje, pa na novo odpreš, se vsakič odpre čisto od začetka. Ja, zelo dobra lastnost, ja. In zaradi tega se to tudi potem preseli na področje strojne opreme, hardvera, ker v bistvu ga Apple sam dizajnira, recimo, in so samo 3 do 4 telefoni na leto, imajo popoln nadzor nad oblikovanjem in imajo tudi recimo popoln nadzor nad oblikovanjem svojih lastnih čipov. To je A-Bionic serija, trenutno je to A13 Bionic, ki je v bistvu najhitrejši čip, ker ga boste ta trenutek našli na trgu. In ravno ta dobra optimizacija med strojno pa programsko opremo naredi iPhone tako zelo hitre in učinkovite. Je res sistem, ki si ga je Apple zamislil zaprt, pa po svoje delajo, kar hočejo. Cikel posodobitev pri iPhonih je izjemno dober, 5 do 6 let, tako da je dobra investicija za potrošnike v prihodnost. Tako, ja. Je pa treba poudariti, da je veliko več aplikacij na Androidu, ampak je pa veliko več bolj uporabnih aplikacij na iOS-u, ki so bolj optimizirane in jih recimo ne boste sploh nikoli najdel na Androidu, ali pa so recimo take, da jih boste najdel, pa ne bodo delovali tako dobro. Recimo en tak primer je Instagram. Slike objavljene na Instagram storijih iz iPhona so boljše kot tiste, ki so na Androidu. Potem recimo Snapchat požre bistveno manj baterije na iPhonu kot na Androidu, zato ker je pač bolj optimiziran. Twitter ima svoje objave optimizirane, da se več prikaže gor in še bi pač lahko naštevali. Pa še ena zelo dobra stvar je, da App Store, iPhoneov App Store nudi boljšo zaščito pred zelo namernimi aplikacijami, kot je pa to na Androidu, ker je toliko več aplikacij. To je pa res, ja, pa pač aplikacije, kot jih je že prej Andraž omenil, Instagram, Snapchat, Facebook imajo tudi direkten dostop do kamere, zato so pač boljši storiji, boljše slike direktno iz aplikacij. iOS ima tudi manj jezikov kot Android, recimo pač iOS še zmeraj ne podpira slovenščine,
čeprav je iPhone v Sloveniji skoraj 10 let, od 2011. Ja, sigurno. In pa recimo tudi ceno je treba tukaj vzeti v obzir. In sicer vsi vemo, da iPhoni imajo premijske cene, je pa treba priznati, da so tudi zelo kakovostno narejeni, da najboljši so narejeni iz nerjavečega jekla, njihovo ogrodje. Manj razpon med cenami, pač res cene so zelo visoke, in pa recimo iPhonom zelo počasi pada cena, kar jih dela zelo dobre za preprodajo naprej. Kot recimo vidite, je tukaj drugačna miselnost. Tukaj je miselnost kvalitete pred kvantiteto, kar se tiče iPhonov. In še čisto zadnja stvar, ekosistem, to je daleč najbolj pomembna stvar pri iOS-u. Imate iMessages, kar pomeni, da lahko pošiljate velike slike, datoteke, enostavno. Dobra sinhronizacija med Applovimi napravami, imate AirDrop za hitro prenašanje datotek iz telefona na iPad ali na MacBook. Apple Watch, pametna ura, deluje samo z iPhoni, ampak to pa hkrati tudi pomeni, da težje prenašate slike iz iOS naprave na navadne Windows računalnike. Pač daljši postopek je, zdaj pa če gremo na Android. Na Androidu dizajn ni povsod enoten, pač več uporabniških vmesnikov je, ker je tudi veliko več proizvajalcev in ima vsak svoj uporabniški vmesnik oziroma user interface. Recimo Samsung One UI, Huawei ima MUI, OnePlus ima Oxygen OS in pa pač skoraj vsak ima svojega. Bolj odprt je sistem, zato je načeloma tudi težji, ker pač ni toliko prednastavljeno kot pri iOS-u, ampak je vse bolj za kustomizacijo in se ureja po svoje. Tisk hitrosti mu pa pač sploh dajejo zasloni, ki se hitreje osvežujejo z 90 Hz, 120 Hz, kar pa iPhone zaenkrat še nima. No, zaenkrat še ne. Ampak to še zmeraj ne pomeni, da ker je pač težji operacijski sistem, da tudi do uporabnika manj prijazen. Je pa res, da recimo za razno dovoljenja znotraj aplikacij boste veliko večkrat mogli potrditi, kot pri iOS-u, kar je sicer po svoje dober v tem obdobju varovanja osebnih podatkov. In pa recimo notificationi oziroma obvestila, ki jih dobite na vrhu zaslona. Jaz osebno pa mislim, da se Davor strinja, še zmeraj mislim, da so pač na Androidu bolje urejeni kot na iOS-u, bolj logično so dani skupaj in recimo tudi določene povezave hitreje odprete na Androidu kot na iOS-u, kjer morate iti prav. Recimo tudi pri Androidu je tako, da dohodni klic ne zavzame celotnega zaslona kot pri iOS-u, ker recimo lahko še zmeraj kaj drugega delaš, ko dobiš klic na Androidu, pa se pogovarja zraven. Pri Androidu je tudi spet, so že omenila, več proizvajalcev, več čipov, več konkurence in več možnosti za inovacije pa izboljšave. Tako, ja, tako. In pa, če gremo na določene lastnosti značilne za oba dva sistema, recimo Googleov virtualni pomočnik Google Assistant je boljši od Siri. Hey Siri, run. Ker vam daje bolj natančne informacije, zato ker ima tudi dostop do večje baze podatkov kot Siri, ki je zaprt sistem. Pa pač Google Maps so še zmeraj boljši od Apple Maps. To pa sploh. In pa tudi recimo Android omogoča dostop do sistemskih nastavitev znotraj aplikacij, kar je zelo luštno, kar pomeni, da greste lahko recimo vi noter v aplikacijo, recimo če spreminjate pri kameri resolucijo ali pa sličice na sekundo znotraj same aplikacije, ker pri iOS-u to ni samoumevno. Tam morate vi ven iz aplikacije, v sistemske nastavitve, poiskati kamero in tam spreminjate recimo resolucijo. Tega vam pri Androidu ni treba. To je res, ja. Zdaj za zaganjanje Androida je potrebno več rama, ker je spet več različnih vmesnikov, več različnih čipov, pa tudi pač zaradi tega slabša optimizacija telefona, uporabniški vmesniki več rama zahtevajo za to, da delujejo in tudi pač tako je sicer, ker je pa pol več rama, je pa lahko tudi več aplikacij v zadju shranjenih, da ni treba paziti, da se pač te aplikacije ne zaprejo, ker lahko zapreš aplikacijo in jo čez 2 ure uporabljaš istem, kjer si njo nehal uporabljati. Tako.
Ja, zelo fajna lastnost. Še ena stvar, mislim, da sem pozabila pri aplikacijah. Slika v sliki, pa deljen zaslon, to najdete samo pri Androidu. Pri iPhonu pozabite, tako da če več upravil hkrati upravljate, Android je za vas rešitev, ne iOS, zaenkrat. Še cene se lahko tudi dotakneva, večji razpon, bistveno večji kot pri iPhonih. Recimo, vi lahko dobite Androidni telefon že, ne vem, za malo pod 100 evri, lahko greste pa tudi recimo do 2000 evrov, če hočete Androida s pripogljivim zaslonom, tako da odločitev je čist vaša. Pa ni splošnega ekosistema za Android, pač res ga ni. Vsak proizvajalec mogoče ima svoje, recimo Google se najbolj približuje zdaj temu, pa tudi Samsung in Huawei ga počasi dohajata. To je res, to je dobro. Je pa še ena bolj slaba stvar pri Androidu in sicer cikel posodobitev. Če je to recimo pri iOS-u tudi tako, da boste dobivali posodobitve programske opreme 5 do 6 let, pri Androidu pričakujte 2 leti, 3 leta največ. Kar je več od tega, je izjema od pravila, razen če ni pač Pixel ali pa OnePlus telefon. Samo tako. Ja, ker recimo pač, Samsungi imajo sicer še mogoče, zdaj se izboljšujejo, kakšni LG so pa sploh katastrofalni. Tako da, recimo pa je tudi proizvajalce odvisno, koliko hitro sploh posodobitve pridejo, pa mogoče tudi od vašega operaterja. Tako da, zdaj enkrat je to od razlik lastnosti med operacijskimi sistemi pri mobilnih telefonih. Hvala za ogled. Dajte pogledati še najne ostale videe, sploh slovenske, ki so bili o 5G. Povezava do playliste je tukaj zgoraj, desno v videu. Naslednji video iz te serije bo video z informacijami o strojni opremi oziroma hardveru, kako delujejo, kako sodelujejo med sabo in zakaj je pomembno, da pač vsak povprečen uporabnik vsaj par lastnosti ve, kako in kaj je z strojno opremo v mobilnih telefonih, ker danes je res močna in so to skoraj majhni računalnički. Tako da, dajte všečkati na en video, se subscribujte oziroma naročite na najin YouTube kanal, pa sploh zaradi tega se subscribujte, da ne boste zgrešili naslednjih najinih videov iz te serije in še kakšnih drugih. Tako, pa še zaupajte nam v komentarjih spodaj, kateri operacijski sistem vi uporabljate, to nas zelo zanima. Če pa imate kakšno vprašanje direktno, kar se tiče iOS-a ali Androida, ni problema, kontaktirajte naju na Facebooku ali Instagramu in smo vam tam na voljo za odgovore. Tako da, še enkrat hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!